so kombiji zakon, ker imam vedno, ko dobimo kakšnega uredništva, nekaj nujno za odpeljati, recimo kosilnico. No, za večino so pa zakon, ker jih rabite pri svojem delu. Prodaja kombijo je pri nas odlična in zato starega recepta ne gre preveč spreminjati in posledično se neštete novosti ali pa spremembe nove generacije pri kombiju očem hitro skrijejo, če jih človek ravno ne išče z mikroskopom. Se pa med seboj seštevajo in potem vozniku ponudijo res krasno doživetje. Za lep primer sem vzel novi Transit Custom, fajn kombi, zato pa tudi je mednarodni dostavnik leta 2024. Sej se že zunaj vidi, da je v bistvu nov, ker ima bolj lepe lučke, pa bolj simpatičen je za pogledat, ampak v takšni tovorni različici so oblikovalci zunaj vseeno precej omejeni in je težko pokazati, kaj vse je pri tej novi generaciji boljšega in lepšega. Zato se je treba v kombi usesti, pa se z njim zapeljati. Novo je recimo dejstvo, da je Transit Custom v novi generaciji na voljo v dizelski, priključno hibridni, pa še električni različici, kar pomeni, da je dno vozila nižje, no to pa v praksi pomeni lažje natovarjanje tovora. Tistele vrata na boku so največje v segmentu in merijo dober meter krat 1,3 metra, lahko so opcijsko elektrificirana, pa še stopničko za lažje vstopanje in izstopanje. Ok, gremo noter. Prostora za potnike je veliko, ker sta sprednji kolesi zdaj pomaknjeni bolj naprej in to pomeni predvsem več prostora za noge. Odlagališč ni manjkalo že prej in jih tudi zdaj ne. Ta predal pred sovoznikom je v mojem primeru sicer odprt, lahko pa izberete tudi zaprto različico, če imate kakšne bolj vredne stvari, recimo bitcoin in podobno, pa da so skriti pred očmi. No, tudi ostalih odlagališč v bistvu ne manjka, ta dva sedeža se takole lahko odprete in je spodaj veliko prostora. Pa pametno so postavili sovoznikovo zračno blazino sem v strop, zato je pa tudi ta predal lahko toliko velik. Sama notranjost je občutno bolj sodobna, sredinski 13-palčni zaslon je serijski, pred sabo imam digitalne merilnike, okolje pač zdaj deluje zelo moderno in uporabniku prijazno. Voznikov sedež v mojem primeru sploh ni nastavljiv po višini, ampak so višino dobro ujeli in v bistvu ustreza tako nižjim kot višjim voznikom. No, šefi, če želite svojim zaposlenim, da se fino in varno vozijo, je tole kar dobra izbira, ker ima tudi največ pomožnih sistemov za varno vožnjo med kombiji. Zdaj sta zadnji kolesi posamično vpeti, kar pomeni, da je vožnja veliko bolj udobna, še posebej, če je kombi prazen, ker zadaj nič ne poskakuje. Pa itak je Ford, kar že pri avtih pomeni, da se odlično pelje. Takšen dizelski motor bo v začetku najbolj priljubljen, imate pa 4 različne moči na voljo. Tale je drugi najmočnejši in ponuja 110 kW moči oziroma 150 konjičkov, se mi zdi dovolj zmogljiv, predvsem pa tako lepo umirjen in radodaren z navorom, da ga moram pohvaliti. V verziji s toliko moči je povezan z ročnim menjalnikom, če želite 8-stopenjski samodejni menjalnik, bo pa treba vzeti najmočnejši motor s 170 konjički in takšen ima opcijsko na voljo tudi 4-kolesni pogon, kar je v bistvu sploh prvič v Transitu. Vse te malenkosti skupaj pomenijo, da je za voziti krasen. V potniški različici si ga zato zlahka predstavljam kot the best družinski stroj. Sej vem, večinoma ga boste uporabljali za delo in pri tem bo super. Tole je različica L2H1, kar pomeni, da je kombi dolg skoraj 5,5 metrov. Dolg je kot ponedeljek, ampak se na srečo med vožnjo to sploh ne čuti. Vseeno pa to pomeni, da je tukaj noter 6,8 kubika prostora, najdaljši predmet je lahko dolg 3,45 metra in nosilnost kombija je 1327 kg. No, pa tovorni prostor je konkretno osvetljen, tudi to se mi zdi pomembno. In če boste izbrali električno oziroma priključno hibridno različico, bo zadaj še prava vtičnica za priklop delovnega orodja. Se pravim, na zunaj se ne vidi, ampak so pri Fordu fajn razmislili, kaj želimo vozniki, pa naredili res en krasen kombi.